Bog lahko samo ljubi, ne obsoja. Ljubezen je njegova slabost in naša zmaga. To je povzetek homilije papeža Frančiška med jutranjo sveto mašo, ki jo je daroval v kapeli doma svete Marte. Sveti Pavel v pismu Rimljanom razloži, da so kristjani zmagovalci z besedami: Če je Bog za nas, kdo je zoper nas? Če nas Bog rešuje, kdo nas bo obsojal? Zdi se, je pojasnil papež, da ima to moč gotovosti zmagovalca tega daru kristjan v svojih rokah, kakor da bi bila njegova lastnina. Deluje skoraj tako, kot bi kristjani lahko zmagoslavno rekli: sedaj smo prvaki. Toda pomen Pavlovih besed je drugačen. Zmagovalci nismo zato, ker imamo v svojih rokah ta dar. Tisto, zaradi česar zmagamo oziroma vsaj lahko zmagamo, je nekaj drugega. Je dejstvo, da nas nikoli nič ne bo moglo ločiti od Božje ljubezni v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Papež Frančišek je nadalje pojasnil, da ne gre za to, da bi bili zmagovalci nad našimi sovražniki in nad grehom. Noi siamo tanto legati all'amore di Dio che nessuna persona. Smo tako zelo povezani z Božjo ljubeznijo, da nas nobena oseba, nobena oblast, nobena stvar ne bo mogla ločiti od te ljubezni. Apostol Pavel ni videl samo daru, ampak je v njem videl več. Videl je tistega, ki daje ta dar ponovnega rojstva, prenove v Jezusu Kristusu. Ha visto l'amore di Dio, un amore che non si può spiegare. Videl je Božjo ljubezen, ljubezen, ki je ni mogoče razložiti. Vsak moški in vsaka ženska lahko ta dar zavrneta ter dasta prednost svoji nečimrnosti, ošabnosti in grehu. Toda dar ostaja. Il dono è l'amore di Dio, un Dio che non può staccarsi da noi. Dar je ljubezen Boga, Boga, ki se ne more ločiti od nas. Bog tega ni zmožen. Mi pravimo, kako mogočen je in da lahko stori karkoli. A ene stvari ne more storiti, ne more se ločiti od nas.